Spoštovani prisotni, ker smo prej rekli, da bomo vsaj uvodoma nekoliko krajši, zato da bi tudi vam lahko dali možnost, da vprašate, da kaj poveste. Tukaj so res izjemni strokovnjaki svojih področij, hkrati pa tudi ljudje, ki so se praktično ukvarjali s to zadevo in res poznajo vprašanje Krimske jame do podrobnosti. Tako da kar prosim, tisti naj dvigne roko, mu bomo dali mikrofon in se bo lahko oglasil. Je že mogoče kdo med vami? Še ne bomo počakali, da se opogumite. Mi pa gremo naprej. Morda bi vas, gospod Juhant, izval, ker ste se do tega opredelili tudi v nekem članku. Gospodu predsedniku Pahorju ni moč odreči dobrega namena, ko se ukvarja s to problematiko. Ne samo v primeru Krimske jame, ampak tudi Hude jame in tako naprej. Kaj s tem v zvezi vendarle pogrešate v Združenju Oblipi sprave? O tem smo se z njim tudi osebno pogovarjali. Pogrešamo njegovo pripravljenost in nekako to postavljam tudi v širši kontekst. Zelo težko je o teh stvareh govoriti. Jaz osebno cenim gospoda predsednika. Na drugi strani pa seveda tudi vem, da je ravno to, o čemer sem govoril, vpet tudi on, kako smo mi vsi. In seveda politično modro je, da pač naredi določene poteze in o tem sem pisal v prejšnjem Reporterju. Seveda pa na drugi strani pogrešam tudi korake, ki bi nekako, kar se pričakuje od politika, bili tudi, če tako rečem, politično, ne samo oportuni, ampak tudi politično korektni. Recimo, tak primer je neimenovanje gospoda Jakliča za evropskega sodnika, predlaganje, torej ne imenovanje, pa predlaganje, ker če bi ga on predlagal in seveda temu primerno število ljudi dal v to smer, bi potem bil on izvoljen. Kaj hočem s tem reči? To je samo tak primer. Nekako, po mojem mnenju, pogrešamo od gospoda predsednika, da bi storil korake, ki bi bili tudi v večjo smer spoštovanja in korektnosti zakonov, demokracije in s tem seveda tudi širšega družbenega konteksta. Seveda je razumljivo in to gre tudi na nek način na to, o čemer sem govoril prej, da družbena resničnost je seveda resničnost, ki je empirična, ki ima določeno podlago. Se pravi, če v družbi je toliko in toliko ljudi, ki se zavzemajo za določene stvari, potem lahko na te ljudi računamo. Če je teh ljudi premalo, ali če nas je premalo, potem seveda nihče ne more na to računati in bo politično modro pač šel po drugi poti, ki mu jo narekuje politična realnost. To so dejstva, ki jih seveda moramo sprejeti, ampak to pa govori tudi za neko večjo presebnost nas vseh, tudi če govorim zdaj za svoje društvo, Združenje Oblipi sprave, moram reči, da smo že ves čas od leta 90 pravzaprav neuspešni, da bi kakorkoli in tudi za neko širšo družbeno podporo, tako strank kot širše civilne družbe, uveljavili določene stvari v smislu deklaracije o narodni spravi, tudi v času, recimo, ko so bile tako imenovane desne vlade. To seveda kaže, da se v našem življenju vsi, ali pa večina, vendarle nekako obnašamo politično, bom rekel, nekoliko pretirano, čeprav ne velja to točno politično preračunljivo, ker pač takšna je družbena realnost. In seveda to velja tudi za predsednika, to velja seveda tudi za ostale stranke. Mislim pa, da se zadeve spreminjajo. Jaz osebno verujem, kar je rekel tudi gospod Granda, ne samo današnji večer ali pa večer v Rovtah, so določene teme in so določene vprašanja med nami, ki so, če tako rečem, večna vprašanja, ki so celo nadpolitična vprašanja.
in jih moramo reševati in mislim, da v tem smislu tudi v Rotah sem rekel, moramo biti hvaležni vsem, tako vam tukaj, ki ste tako zavzeto delovali v smislu odprtja Krimske jame, kakor mnogim drugim. V Rotah sem tudi nekaj ljudi imenoval, tukaj recimo imenoval gospoda Pinterja, Škofje Loke, ki je tudi kraj, mogoče prav tako ali pa še bolj tragičen, recimo kot je Krimska jama, s svojim širšim zaledjem, predvsem povojnega dogajanja. Mnogo ljudi s svojo prisebnostjo, zavzetostjo in tudi s svojo žrtvijo, da so morali zato tudi hoditi celo po sodiščih in podobno, so nekako pripomogli, da so se zadeve premikale. Vemo, da državne komisije in tudi državni uradniki v tem smislu včasih marsikje kakšne stvari zavirajo. Vemo, da je veliko tudi drugih razlogov, včasih od kakšnih lastnikov, od ljudi, ki jih še vedno drži ta strah, ki potem določene korake preprečijo, kakor je bilo tudi pri priliki Krimske jame. Vendar so to tako pomembne stvari, da brez tega, pravzaprav brez rešitve teh vprašanj mi ne moremo živeti in tudi prihodnji rodovi ne bodo živeli. Zato so seveda, ne bom ponavljal teh floskul, recimo ukvarjanje in tako naprej, kot se je včasih govorilo, ampak to so stvari, ki so stvari našega življenja in preživetja, torej vsa zgodovina vendarle govori o tem, čeprav so se ljudje vedno težko okrog tega nekako uredili in čeprav mnogi psihologi, recimo ameriški psiholog Lemos celo meni, da je bila celotna zgodovina predvsem žrtvovanje nedolžnih, predvsem otrok in tako dalje, in da se človeštvo šele po tisočletjih, po 10 tisočletjih danes nekako bolj prihaja k tej prisebnosti kljub zadevam, ki so se nam dogajale. Ampak te stvari človek mora rešiti, če hoče, da bo očistil svojega duha, svojo notranjost, svojo dušo, in zato je to tako pomembno vprašanje, kajti ne samo nas starejših se to drži, to prenašamo tudi na mlade rodove, tisti, ki imate svoje otroke v družinah, mi tudi v širši družbi, in seveda vsa ta nerešena vprašanja tako znova bremenijo prihodne rodove. In jaz mislim, da gre človeštvo in gremo tudi mi v Sloveniji v pravo smer, in zato tudi seveda pozdravljam te predsednikove korake, zato želim, da nekako tudi v dogovoru in tudi z večjo vnemo, mislim, da tudi v katoliški cerkvi, to moram iskreno reči, kar javno, moramo se lotiti teh vprašanj in nekako tudi spodbujati, ker smo mi prvi, če razumem prav našo nalogo, ki moramo tem stvarim prihajati do dna, zato ker je to naša krščanska in s tem seveda tudi civilizacijska obveza. Pa je možno doseči spravo v narodu, če recimo predstavniki oblasti vodilnih, predsednik republike, predsednik vlade, predsednik parlamenta, dopuščajo, da na najbolj elitnih mestih v prestolnici, bom rekel, kar predsedujejo še zmeraj kip Kidriča, kip Kardelja in tako naprej. A se ne bi ta spravna dejanja morala odviti tudi na neki simbolni ravni, tudi na ta način, da bi se te kipe postavilo, na primer, v muzeje, tam, kjer sodijo in tam, kjer so tudi v nekaterih drugih bivših socialističnih deželah? Jaz mislim, da slej ko prej bo do tega prišlo, jaz trdno verujem, da to bo. So pa seveda te zadeve zelo tesno povezane z konkretnimi političnimi potezami in tudi nekako z mnenjem, da je zaenkrat bolje in da se bolje tako živi, čeprav se ne živi, ampak životari, in da se životari o tem, mislim, da že skoraj vrabci na strehah govori, da je slovenska država ni država, ki funkcionira, ampak ki životari, in zaradi tega seveda tudi po vseh ali pa po pomembnih kazalcih našega, ne samo ekonomskega, ampak tudi
socialnega in vsega drugega družbenega razvoja ostajamo na repu razvitih evropskih držav in tudi držav, ki so bile celo včasih za nami v času bivšega režima. Zato mislim, da bo do tega nujno prišlo in seveda vedno znova tudi to je eno žalostno dejstvo našega osebnega pa tudi družbenega življenja. Človek se spreobrača takrat, ko pade in ko ga res šele vrže na tla in šele takrat pravzaprav prihaja do sprememb. In mislim, da je to tudi nekako pot Slovenije. Mislim, da moramo v širši družbi začutiti, da tako ne gre, da to ni prav, da to ni dobro, ne samo za preživetje nekaterih, ampak za preživetje nas vseh. In dokler ta zavest ne bo prodrla in dokler nas razmere v to ne bojo prisilile, seveda teh korakov ne bomo naredili. Mislim pa, da vendarle tudi te razprave, ki se danes vedno bolj širijo in se bodo tudi vedno bolj širile, vodijo v to smer, da bo to treba v prihodnosti narediti.